V zadnjih 24 urah imamo izredne novice. Medtem ko predsednik Trump predstavi svoje končne zahteve Iranu, obrambni minister Hegseth opozarja: sprejmite odličen dogovor ali pa se soočite z ministrstvom za vojno. In medtem ko so vsi osredotočeni na Iran, premijer Netanjahu razkrije šokantno novico. Izrael je na poti, da razširi nadzor nad Gazo na 70%. So to ločene zgodbe ali del veliko večje strategije, ki se oblikuje? Odgovor bi lahko spremenil vse. Dobrodošli nazaj v oddaji Jerusalem Minute na JNS TV. Pojdimo kar takoj na bistvo. Predsednik Trump je v intervjuju za Fox News ta konec tedna predstavil svoje naslednje korake glede Irana. Pojdimo kar takoj na bistvo. Kako po vašem mnenju izgleda dober dogovor? No, najprej, ni dogovora, ki bi bil dovolj dober, ker bodo mediji o tem poročali. In mi sklepamo odličen dogovor. Sklenili bomo odličen dogovor. Če ne, se bomo preprosto vrnili in to dokončali vojaško. Ampak to bi šlo hitreje. Verjetno je bolje z vidika človečnosti, tudi nekaj lepega je v tem. Veš, rešiš veliko življenj. Ne glede na to, pa če gre za drugo stran ali ne, rešiš veliko življenj. Ampak smo blizu zelo dobrega dogovora. In če ga lahko naredimo dobrega, sicer pa preprosto začnemo z ministrstvom za vojno, kot ga imenujemo. Raje bi sklenil dogovor, ker lahko takoj po podpisu odpremo užino. Ena zagotovitev, ki jo moram imeti, je, da ne bo jedrskega orožja. S tem so se strinjali. In bilo je zelo zanimivo. Rekli so, da prvotno so rekli, da ne bodo razvijali jedrskega orožja. Rekel sem, kaj pa, če kupite jedrsko orožje? Tako zdaj piše, da ne bomo razvijali ali na kakršenkoli način kupili vojaškega orožja. To je velika razlika. Hkrati ameriški sekretar za vojno Pete Hegseth pravi, da mora biti dogovor z Iranom odličen. Poglejmo si ta posnetek. Vsak dogovor, ki ga je predsednik pripravljen skleniti, bo sklenil le, če verjame, da je to odličen dogovor za našo državo in varnost sveta. In samo en predsednik je bil pripravljen to jasno povedati. Iran ima izbiro. Sestanejo se za mizo s predsednikom, opustijo svoj jedrski program. In kot je rekel predsednik, sem zgubil na času. Pred 2 dnevoma na seji vlade sedel sem tik ob njem. Pogleda v kamero in reče: no, Iran, ali to naredite na pravi način, z dogovorom za mizo, ali pa se boste morali ukvarjati z mojim človekom na levi. To sem bil jaz, ampak v resnici nisem jaz. To ste vi, fantje. Tako je, Alex. Iran ima izbiro. Ali podpiše dogovor, za katerega si predsednik želi, da bi bil odličen, ali pa se sooči s posledicami. Predsednik govori o dogovoru kot o odličnem dogovoru, samo zato, da bi izgledalo, kot da je dosegel dober dogovor. Iranci želijo izbirati med tem, da so na udaru, kar je prva možnost, ali pa da sedijo za pogajalsko mizo, kar je druga možnost. Želijo drugo možnost, ker imajo za pogajalsko mizo priložnost. Predsednik, govorite o dogovoru. Prvi cilj vsakega dogovora je samo odpreti Hormuško ožino. In to je prednostna naloga za ameriške zaveznike v regiji, vključno s Katarjem in Združenimi arabskimi emirati. Želijo, da so te ožine odprte. Ne pozabite, ožine niso bile zaprte pred to vojaško operacijo. In kaj pomeni odprto? Pomeni prost prehod. To je mednarodna morska pot. Ne morete dovoliti, da Iranci blokirajo ožine. Prav tako ne morete dovoliti, da Iranci zaračunavajo pristojbino ladjam, ki plujejo skozi ožine. Torej je to Trumpova prva in glavna prednostna naloga, da Iranci odpravijo blokado. In potem bi Amerika naredila to, da bi odpravila svojo lastno blokado, svojo sekundarno blokado Hormuške ožine. In že smo začeli opažati poročila, da so nekatera plovila že prečkala ožino. Verjame se, da so ladje že plule skozi ožino blizu obale Omana. Vendar, da bi resnično videli to plovno pot popolnoma odprto, in videli smo, da so bila nekatera od teh plovil celo v spremstvu ladij ameriške mornarice. Kar zadeva to, kako izgleda večji dogovor, še vedno govorijo o podpisu sporazuma, ki odpira 60-dnevno obdobje za sklenitev dokončnega jedrskega sporazuma, kar pomeni, da lahko Iranci odprejo ožino in Trumpu takoj dajo, kar želi. Želi zadovoljiti svoje zaveznike. Želi začeti videti, da se cene nafte znižujejo po svetu in tudi v Združenih državah, kjer visoke cene nafte ustvarjajo nekakšno drugo obliko inflacije za ameriške državljane in po svetu. Ali to pomeni, da bo Iran podpisal dogovor, ali da se bo Iran strinjal, da opusti svoje jedrske ambicije,
ali pa da bo, tudi če se strinja, spoštoval ta dogovor. Mislim, da večina ljudi verjame, da so možnosti za to majhne. Tako je Trump trenutno v nekoliko težkem položaju. Veš, doseči dogovor, ker moramo hitro odpreti užino ali pa se vrniti po vojaški operaciji, česar pa res ne želi storiti. To je jasno. Mislim, če bi želel iti v drugi krog vojaške operacije, bi Amerika to že lahko storila. Torej vidiš, da predsednik odlaša, ker res želi to poskušati preprečiti. To, da dokler dogovor ni podpisan in dokler ni le potrjen, ampak se ga tudi ne držiš, nimaš dogovora. In morda predsednik trenutno želi le nekaj stabilnosti. Potem pa prideš v situacijo, ko se približujejo vmesne volitve v Združenih državah. Ko se približuješ vmesnim volitvam, je veliko manj verjetno, da bi se Združene države tam vključile v še eno vojaško operacijo. Morda mogoče po vmesnih volitvah, ko, veste, Trump ne bo več potreboval dobre volje volivcev, da bi izvolili člane kongresa, ki jih želi. Veste, potem bi lahko videli, da se predsednik vrne, ko ne bo imel teh notranje političnih skrbi. Ampak seveda, za vsak dan, ki mine brez vojaške operacije, je verjetno toliko manj verjetno, da bomo videli ponovno uporabo sile. Torej, Aleksej, vrnimo se k zahtevam ZDA. Omenil si odprtje Hormuške užine brez kakršnihkoli pristojbin za ladje, ki tam plujejo. Poleg tega predsednik že mesece pravi, da mora Iran pristati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja ali bombe. Ali jim lahko zaupamo? To vprašanje si postavil pred trenutkom. Poleg tega predsednik pravi, da bi ZDA morda skupaj s Kitajsko odstranile jedrski material, za katerega zdaj menijo, da je zakopan globoko pod zemljo v Iranu zaradi bombnih napadov Izraela in ZDA. Mislim, govoriš o visoko obogatenem uranu. Tam je morda dovolj urana za 10 jedrskih bomb. In ko govoriš o visoko obogatenem uranu, je tako, da postopek obogatitve urana najdlje traja na začetku. In potem, ko je vedno bolj in bolj obogaten, veš, je potrebnega vedno manj vrtenja, da ga pripelješ do stopnje primerne za izdelavo jedrskega orožja. Torej, če imajo Iranci voljo, da 60% obogateni uran pripeljejo, veš, do konca, in verjame se, da imajo morda nekaj visoko obogatenega urana, ki presega celo 60%. To bi lahko bilo celo, veš, blizu 90% obogatenega urana, kar, veš, od tam do jedrske bombe je lahko zelo kratek čas. Tako da je za predsednika še vedno zelo pomembno, da gre tja in to dobi. In obstajata dva načina, kako to lahko dobiš. Spet, prva možnost je, da ti to dostavijo, ti dovolijo, da greš skozi glavna vrata in to vzameš, ali pa moraš odrediti operacijo, da greš in to vzameš ven. In koliko časa to traja. Veste, mi nujno ne razumemo, kako globoko je ta obogateni uran zakopano pod nekaterimi lokacijami. Torej, kar vemo je, da Združene države in Izrael namerno niso napadli lokacij, kjer je zakopan visoko obogaten uran, ker niso želeli morda povzročiti kakšne okoljske katastrofe tam, ali pa so želeli zagotoviti, da bodo lahko vse skupaj v celoti odstranili. Torej, zagotovo to je tukaj bistvo, Trump mora biti sposoben to povedati. Odprli smo Hormuško užino, da se je Iran zavezal, da nikoli ne bo razvil ali, kot ste videli v posnetku, pridobil jedrskega orožja in zagotovo nimajo materijala, ki bi ga potrebovali, če bi se odločili, da želijo prekršiti svojo zavezo in hitro razviti jedrsko orožje. Veste, v teh pogovorih še nismo slišali ničesar o financiranju terorističnih posredniških skupin v regiji. In kar slišimo je, da bodo Združene države Amerike morda Iranu omogočile izjemno obsežno omilitev sankcij. Za namen obnove in popravila nekaterih škod, ki sta jih povzročili ameriško in izraelsko vojno letalstvo kot del vojaške operacije. In potem se postavlja vprašanje, kaj bodo naredili s tem denarjem. Veste, če pogledate nazaj na predsednika Trumpa, ko je govoril o JCPOA, iranskem jedrskem sporazumu, in veste, predsednik je bil šokiran, koliko denarja je predsednik Obama dostavil, veste, več kot $1 milijard v gotovini Irancem. In tukaj govorimo o izplačilih, ki bi lahko bila, kot poročajo, vsaj do $300 milijard v okviru omilitve sankcij. To je neverjetna količina denarja.
To ne pomeni, da bodo Združene države to osebno izročile, morda bo obstajala kakšna druga rešitev, kako lahko Iranci pridejo do denarja, morda prek Katarcev ali prek posojil ali česa podobnega. Ampak to še vedno pomeni, da ta režim dobiva ogromno kapitala. In nimajo dobrega slovesa glede tega, kaj naredijo s tem kapitalom. Uporabljajo ga za gradnjo nezakonitega jedrskega programa, uporabljajo ga za financiranje terorističnih posredniških skupin po regiji. Seveda, in Alex, trenutno smo v situaciji, kjer je premirje, a se strani vseeno napadajo. O tem sva govorila glede Libanona, kmalu bova prišla do Libanona. V zadnjih dneh je Iran izstreljeval drone na ameriške ladje, nato pa so ZDA v četrtek odgovorile z napadom na južni Iran. Potem, ko je Iran znova izstrelil drone, ki so poskušali prečkati Hormuško ožino, je sledilo povračilo iz Teherana na ameriško vojaško bazo, kar so najhujši spopadi od začetka premirja. Torej gre za premirje, vendar strani še vedno streljajo druga na drugo. No, to je prav tako strategija podaljševanja pogajanj, ne? In če samo govoriš in nobena stran nima resnične, verodostojne grožnje z neko vojaško akcijo, potem veš, vsaka stran zgubi nekaj vpliva. Torej, veste, ideja, da bo Iran začel streljati na nekatere ladje, v resnici preizkušajo Združene države in gledajo, kakšen bi lahko bil odziv. In Združene države so odgovorile z močnim, a omejenim napadom, nato pa uporabile grožnjo večje vojaške sile kot način, da Irance privabijo nazaj za pogajalsko mizo. Torej, vidite, tukaj, ja, na eni strani imate prekinitev ognja, po drugi strani pa še vedno nimate nobenega podpisanega dogovora, ki bi formaliziral to prekinitev ognja ali pa bi Združenim državam zagotovil izpolnitev njihovih zahtev. Tako imate to preizkušanje volje vsake strani, udarec za udarec in uporabo sile kot vzvoda za pogajanja. Alex, prej si omenil možnost omilitve sankcij, ampak tukaj imaš... V sredo je Trumpova administracija uvedla sankcije proti na novo ustanovljeni iranski upravi za ožino v Perzijskem zalivu in je obtožila, da pomaga islamski revolucionarni gardi izsiljevati komercialno ladjarstvo skozi Hormuško ožino. Tega še nikoli nisem slišal, uprava za ožino v Perzijskem zalivu. To je neka nova iranska tvorba, ki je pravkar nastala. No, mislim, v New Yorku imate pristaniško upravo. In kaj počne pristaniška uprava? Upravljajo cestninske postaje na vhodih, na mostove in v predore. In to je tisto, česar Združene države ne želijo videti. Nočejo, da bi ladje, ki plujejo skozi, morale plačevati pristojbino za prehod. Spet, to ni kot prekop, kot je Sueški prekop v Egiptu ali Panamski prekop, kjer je država v bistvu ustvarila vodno pot z namenom olajšanja komercialne plovbe. To je mednarodna vodna pot, naravna vodna pot in zanjo še nikoli prej niso zaračunavali pristojbine. In zadnja stvar, ki jo predsednik Združenih držav želi videti, je, da bi Iranci začeli uvajati pristojbino za prehod. Pravzaprav smo videli, da je Oman rekel, počakajte malo, mi nadzorujemo Hormuško ožino. Torej, veste, tudi mi bi morali uvesti pristojbino za prehod. In potem je minister za finance izdal grožnjo, da bo uvedel sankcije proti Omanu, če bi začeli uvajati pristojbino za prehod skozi Hormuško ožino. In potem bi lahko dejansko videli, da bi tudi druge države po svetu rekle, počakajte malo, tudi mi imamo tukaj ožine. Veste, obstaja veliko krajev, kjer so zelo ozki morski prehodi, ki so pomembni za komercialni promet, še posebej pri dostavi nafte ali drugih komercialnih dobrin. In nočete, da bi te države rekle, no tudi mi bomo uvedli pristojbino za prehod po naši vodni poti. Zelo, zelo pomembno je, da bo Trumpova administracija uvedla sankcije proti vsakemu, ki bi skušal uvesti pristojbino za prehod skozi Hormuško ožino. Zdaj oba veva, da predsednik Trump ves čas objavlja na svojem Truth Social, pošilja ta sporočila. Zdi se, kot da skoraj vsakih nekaj minut. In glede Irana sem mislil, da je to zelo zanimivo. Predsednik je dejal, da bi si kot posledico morebitnega konca vojne želel, da bi se države, vključno s Saudsko Arabijo, Katarjem in drugimi, pridružile Abrahamovim sporazumom, dogovoru med Izraelom, ZAE in Bahrajnom, sporazumu o normalizaciji. In dejansko je rekel, da bi rad videl Islamsko republiko Iran kot del Abrahamovih sporazumov. In rekel je, wow. Torej, mislim, da je to precej neverjetno. Morda bi trdil, da bo, ko bo režim padel, če Bog da kmalu, Iran pripravljen, da se pridruži dogovoru o normalizaciji z Izraelom. Morda celo zelo hitro, vendar dokler je režim še vedno na oblasti, ali je to sploh realno? No, mislim, da ne. Ja, kot si rekel, če bi režim padel in bi na oblast prišel, na primer, prestolonaslednik Reza Pahlavi,
Ali bi lahko on normaliziral odnose z Izraelom? Mislim, da bi bil zelo naklonjen temu, da bi razmislil o normalizaciji odnosov z Izraelom. Ampak mislim, da je pomembnejše vprašanje, ali bodo to storile nekatere druge države, ne pa ali bo to storil Iran. In zagotovo je bila država, za katero so verjeli, da je najbližje normalizaciji, Saudska Arabija. Celoten koncept Abrahamovih sporazumov so že razpravljali v Trumpovi administraciji vse od leta 2018-2019. Izraelu in Združenim državam Amerike je vzelo veliko časa, da sta prišla do točke, kjer sta lahko dosegla dogovor. Del tega je bil preprosto v tem, da je Trumpova administracija potrebovala čas, da je spoznala, da je za to treba plačati določeno ceno, kar pomeni normalizacijo odnosov med Izraelom in drugimi arabskimi državami, ne da bi najprej rešili izraelsko-palestinski konflikt. Toda potem ste imeli obdobje teh 5 zaporednih volitev v Izraelu. In to je ustvarilo negotovost, zaradi katere so Savdijci in drugi oklevali, preden so pristopili k Abrahamovim sporazumom. Tako pravzaprav niste imeli podpisa nobenih Abrahamovih sporazumov do leta 2020, ko so Združeni arabski emirati in Bahrajn, Maroko, Sudan pristopili k prvim 4 sporazumom o normalizaciji v okviru Abrahamovih sporazumov. Takrat ste imeli situacijo, v kateri sta bila Emirati in Saudska Arabija veliko bolj usklajena. In kar smo zdaj videli, še posebej v zadnjem letu, je, da je prišlo do nekoliko večje oddaljenosti med Emirati in Savdijci. Veliko tega je povezano z saudsko podporo muslimanski bratovščini, zlasti frakcijam muslimanske bratovščine v Jemnu, medtem ko Emirati nočejo imeti ničesar z muslimansko bratovščino. Tako so se pojavile določene razlike v mnenjih glede zunanjepolitičnih strategij Emiratov in Savdijcev. In to Savdijcem otežuje sklenitev kakršnega koli dogovora. Zdaj ima predsednik Združenih držav Amerike trenutno izjemno veliko vpliva na Savdijce, Katarce in druge. Po eni strani ga potrebujejo, da bi ustvarili neko stabilnost v Perzijskem zalivu, hkrati pa si Savdijci, še posebej oni, prizadevajo za velike obrambne posle z Združenimi državami, ki jih morda pod drugim predsednikom ne bi mogli dobiti. Vsekakor smo videli, kako je Bidenova administracija ravnala s Savdijci v zvezi z afero Hašodži. In zato pod Bidenovo administracijo Savdijcev niso zares obravnavali kot zaveznike. In po Trumpu bi lahko prišel še kakšen predsednik, ki bi imel bolj izolacionističen pogled na Bližnji vzhod in ne bi želel sodelovati v takšnih obrambnih dogovorih. Zato hočejo Savdijci to od Združenih držav dobiti že zdaj, kar pomeni, ima predsednik veliko vzvodov. In želi, da bi do te normalizacije prišlo iz več razlogov. Prvič, to bi bil vrhunec diplomatskega uspeha. Vsi vemo, da je predsednik Trump pogosto govoril o tem, da si želi Nobelovo nagrado za mir. In zagotovo začetek vojne z Iranom ne pripomore k tvoji kandidaturi za Nobelovo nagrado v očeh mednarodne skupnosti. Vendar pa bi podpis nekakšnih sporazumov, ki bi v bistvu končali večji arabsko-izraelski konflikt, lahko bil vreden Nobelove nagrade. Torej, po eni strani je to nekako osebno. Tukaj obstaja osebna ambicija. In potem je tu še drugi del, to je ustvarjanje te alternativne trgovske poti, kitajski pobudi pas in cesta, kar je koridor IMEC, ki v resnici temelji na tem, da se blago lahko premika iz Indije v Perzijski zaliv, skozi Saudsko Arabijo, skozi Jordanijo, skozi Izrael, iz pristanišča Haifa v Izraelu, da bi blago poslali v Evropo in na zahod. Torej, to resnično zahteva neko obliko normalizacije, če želite, da se blago premika skozi te države. Bi se to lahko zgodilo? Lahko bi se zgodilo. Verjetno te države čakajo, da vidijo, kaj se bo zgodilo na prihajajočih izraelskih volitvah, ker želijo vedeti, s kom se bodo povezale, s kom podpisujemo sporazum. Ali podpisujemo sporazum z Netanjahujem, ki bo zdaj skupaj s predsednikom Trumpom naslednji 2 leti in pol na oblasti, morda pa še dlje, ali bo na oblasti še kakšna druga izraelska vlada. Ali bo to vlada, ki bo skušala razveljaviti nekatere dosežke, ki jih je Netanjahujeve vlade dosegla v preteklih letih glede bližnjevzhodne diplomacije. Torej je trenutno veliko stvari v gibanju. Ali so ti sporazumi še vedno na mizi?
Mislim, da je to mogoče, vendar moramo počakati, da vidimo, kako se bodo nekateri od teh delov sestavili. Nadaljevanje sledi. In Alex, zdaj bi se rad osredotočil na razmere v Libanonu. Poročila kažejo, da se IDF pomika še bolj proti severu, morda celo mimo reke Litani. Današnje slike kažejo, da je IDF zavzel grad Beaufort, ki je resnično simbol izraelskega vdora v Libanon v zgodnjih 80-ih letih. Hkrati so prvič po več tednih potekali napadi v Bejrutu, ciljani atentat na Alija al-Husejnja, poveljnika raketnih sil v diviziji Imam Husein, ki je veja IRGC. Hkrati pa se žal zdi, da skoraj vsak drugi dan enega izraelskega vojaka ubije eden od teh samomorilskih dronov, ki jih izstreljuje Hezbolah. Tako imamo vojake, ki prodirajo dlje, kot že zelo dolgo niso. Ciljani atentati se nadaljujejo. In hkrati, žal, vojaki IDF plačujejo najvišjo ceno, da nas tukaj varujejo pred temi samomorilskimi droni. V Libanonu se trenutno dogaja veliko stvari. Prav, in ko smo govorili o Iranu in možnosti sklenitve izpogajanega sporazuma tam, je ena od iranskih zahtev ta, da želijo videti prekinitev ognja ne le med Združenimi državami in Iranom. Želijo videti prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom v Libanonu. Zdaj, kaj pomeni prekinitev ognja? Veste, govorili smo o tem, kako je Izrael uspel spremeniti definicijo prekinitve ognja, kaj ne? Torej, spomnite se, govorili smo o gradu Beaufort, kaj ne? To je točka, kraj, ki ga je Izrael nadzoroval v prejšnjih vojnah. In vemo, da je imel Izrael vojno z Libanonom leta 2006. Morda so med to vojno zmanjšali moč Hezbolaha, recimo za 20 do 30%, glede na njihovo zmogljivost pred vojno leta 2006, kar se na eni strani zdi kot dober dosežek. Ampak potem se zgodi to, da pride do dogovora o prekinitvi ognja. Sprejmejo resolucijo ZN 1701, ki pripelje mirovne sile ZDA, mirovne sile ZN, torej UNIFIL, da bi nadzorovali ali v bistvu preprečili ponovno vzpostavitev Hezbolaha v južnem Libanonu. In kaj je Hezbolah naredil? Ponovno so se vzpostavili prav pred očmi UNIFIL-a. Tako da namesto, da bi jih zmanjšali recimo za 20% njihove zmogljivosti, ne samo, da so si opomogali tistih 20% in dosegali raven, kjer so bili pred vojno leta 2006, ampak pod UNIFIL-om, pod resolucijo ZN 1701, so dejansko še naprej gradili svojo vojaško moč, ki je bila 100-krat do 1000-krat večja kot prej. In to je tista vrsta premirja, ki si ga Hezbolah in Iran želita videti. Želijo si premirja, kjer pridejo mirovniki, ZN Izraelu je preprečeno, da bi streljal, oni pa se lahko utrdijo in obnovijo, ter pridejo v še močnejši položaj, kot so bili pred 7. oktobrom v tej zadnji vojni. Premirje, ki ga je Izrael prvotno podpisal s Hezbolahom med to vojno novembra 2024, je, kot veste, minister za strateške zadeve Ron Dermer predstavil izraelski vladi. Vlada je rekla, da ne želi imeti sporazuma o premirju, ker razmišljajo o različici sporazuma o premirju iz leta 2006. In tisto, kar sta Dermer in predsednik vlade Netanjahu predstavljala, je bila nova vrsta sporazuma o premirju, kjer si Izrael pridržuje pravico, da še naprej izvaja napade v Libanonu. Tako smo nekako na novo opredelili in obrnili pomen premirja na glavo. Namesto, da bi premirje pomenilo, da Izrael ne sme napadati, medtem ko se teroristi ponovno organizirajo, zdaj pomeni, da če teroristi naredijo kakršenkoli korak k ponovni izgradnji ali reorganizaciji, Izrael udari. In temu pravite premirje. Tukaj zagotovo to, kar želi Hezbolah, je dogovor, ker skušajo predvsem preživeti. Zdaj je Izrael v težavah, ker ne morejo popolnoma izničiti Hezbolaha, saj bi zato potrebovali vojaško operacijo po celotnem Libanonu. Koliko vojakov bi to zahtevalo? Zdaj bi morali ponovno mobilizirati 100.000 vojakov, da bi šli v Libanon. Kako dolgo boste ostali v Libanonu? Torej, kar je Izrael ugotovil, kar lahko naredijo in kar morajo narediti, je preprosto prega doktrina. In tukaj se je vojaška doktrina spremenila, kar pomeni, da ne dovoliš organizaciji kot je Hezbolah, da si na tvoji meji ustvari vojaško prisotnost. In zato je Izrael izpraznil vso to območje do reke Litani. Ampak kar slišite od predsednika vlade Netanjahuja je, da zdaj potiskajo še naprej preko reke Litani. Da vsakič, ko opazijo kakršnokoli gibanje Hezbolaha ali poskus reorganizacije,
Izrael gre malo dlje in še malo dlje in še malo dlje, tako da Hezbolah in druge teroristične organizacije dobijo vtis, da vsakič, ko naredijo korak bliže Izraelu, dejansko izgubljajo suverenost nad vedno večjim delom svojega ozemlja. Ampak, kot smo zdaj rekli, je veliko dogajanja sem in tja. Govorite o teh dronih. V zadnjih nekaj tednih in mesecih smo začeli opažati, da Hezbolah zdaj vse bolj uporablja te drone na optična vlakna, ki so bili značilni za vojno med Rusijo in Ukrajino. Zelo, zelo težko jih je zaznati, ker ne uporabljajo radijske frekvence. Zato ne morete zaznati, kdaj so bili streljeni. Ne morete jih resnično spremljati prek radarja, tako da Izrael poskuša ugotoviti in razviti metode za spopadanje s temi težje zaznavnimi droni. Verjamem, da nekaj razvijajo. Ne vem, ali razvijajo majhne drone s škarjami, ki lahko prerežejo optični kabel. Govorili so o mrežah, da bi jih ujeli v mreže, vse mogoče. Poslušajte, smo država startupov. Nimam dvoma, da se bo to zgodilo, saj bomo našli rešitev za te drone. Nažalost vidimo, veste, stalne napade, rakete in drone na severni meji. Šole so trenutno zaprte. Nažalost, to resnično moti življenje tistih, ki živijo ob meji. Ampak mislim, da bomo sčasoma našli nekaj, s čimer bomo obvladali te drone. Samo upam, da so te vojaki varni in da ne bodo plačali te cene. Zadnjih nekaj dni ni bilo dobrih. Seveda obstaja možnost, da Izrael in Hezbolah prek Libanona dosežeta nekakšen dogovor za vzpostavitev zatišja. In potem je to spet tipanje terena med Hezbolahom in Izraelom. Veš, vedno igrajo to igro povračilnih ukrepov, ki se lahko kadarkoli razvije v nekaj veliko večjega. Ampak moraš verjeti, da Hezbolah v tem trenutku razume, da če želi preživeti in popraviti škodo, verjetno potrebuje daljše obdobje miru. Torej, problem tukaj je, da ne bodo dobili takšnega zatišja, kot so ga imeli leta 2006. Prav. To pomeni, da Izrael jim ne bo dal miru, ki ga iščejo za obnovo. Torej, če ne bodo dobili miru, ki ga iščejo, potem tudi oni ne bodo dali miru za meno. In morda bomo videli to situacijo spopadov, ali pa, veste, dron, ki preleti, ubije vojaka, zadene šolo na severu in potem Izrael odgovori nazaj, brez popolnega napada, kjer Hezbolah izstreljuje rakete dolgega dosega na Hajfo ali na Tel Aviv, ali cilja na izraelsko infrastrukturo zemeljskega plina in električne energije. Ker če se to zgodi, potem veste, da bo Izrael izvedel množično mobilizacijo in začel napredovati vse do Bejruta na skrajnem severu. Torej veste, gre za povračilne ukrepe. Vsaka stran preizkuša drugo. Obstaja velika verjetnost, da bi lahko prišlo do dolgotrajnega stanja spopadov, ki niso povsem mirni, a tudi ne popolna vojna za daljše obdobje. Toda kljub vsemu temu sta Izrael in Libanon v petek na pogovorih v Pentagonu uradno začela tako imenovano varnostni kanal, ki naj bi podpirala tekoča pogajanja o premirju med državama, po navedbah ameriškega povzetka teh pogovorov. Torej, tudi če sta Izrael in Hezbolah popolnoma vpletena, ne glede na to, ali na severu velja premirje ali ne, se v Washingtonu trenutno odvijajo pogovori za celovit dogovor med Izraelom in Libanonom. Kot smo že večkrat povedali, Hezbolah ni vključen v te pogovore. Točno tako. Kaj v resnici misliš s tem? Govoriš o Izraelu in libanonski vladi? Ja. Libanonska vlada, ki jo, kot sem že rekel, v veliki meri nadzorujejo kristjani. Obstajajo 3 glavne frakcije, čeprav je v Libanonu veliko frakcij, a 3 prevladujoče so maronitski kristjani. In potem imate sunitsko frakcijo, ki sovraži Hezbolah. In potem imate Hezbolah, ki je šiitska frakcija. Torej, večina šiitov v Libanonu podpira Hezbolah. Drugi 2 frakciji, kot veste, nasprotujeta Hezbolahu. Toda problem je v tem, da je Hezbolah, tako kot IRGC v Iranu in Hamas v Gazi, tisti, ki ima orožje. Zato lahko prevladujejo na terenu znotraj družbe. Torej vidite, ker je bil Hezbolah močno oslabljen, ste ustvarili priložnost, da lahko Libanon dejansko vstopi v nekakšna pogajanja z Izraelom in verjetno tam obstaja dobra volja. Obe strani vidita Hezbolah kot sovražnika, toda dokler je Hezbolah tam, si tega ne želijo. Sporazuma o normalizaciji med Izraelom in Libanonom. Tako lahko ta pogajanja uporabljajo kot sprožilec, kot razlog, zakaj morajo nadaljevati vojno proti Izraelu, da bi IDF še globje vpletli.
In upajo, da se bodo druge frakcije v Libanonu dejansko obrnile proti Izraelu in IDF zaradi njihovih nadaljnih napadov v Libanonu. Zelo, zelo zapletena situacija, ki jo obvladujejo na najvišjih ravneh v Washingtonu. Vemo, da je Yehiel Leider, izraelski veleposlanik v Združenih državah, tisti, ki vodi pogajanja na izraelski strani. Lahko pa ste prepričani, da premijer Netanjahu vodi, veste, vse te zadeve. Iran, predsednik, Libanon, Hezbolah, Gaza, svetovna diplomacija, vse hkrati. Ja, pridimo zdaj na Gazo, če lahko. Izrael je ta teden odstranil Mohameda Odeha. Bil je novi vojaški poveljnik Hamasa. Vsakega novega vojaškega poveljnika, ki prevzame položaj, Izrael odstrani. To je bila politika že od nekdaj, veš, tudi med premirjem s Hamasom v Gazi je Izrael odstranil še enega storilca pokola 7. oktobra, namestnika poveljnika Gaze brigade Hamasa, Hasana Huseina Aslama. Tako se ti ciljani napadi nadaljujejo. Hkrati pa premijer Netanjahu pravi, da bo Izrael v okviru trenutne kampanje proti Hamasu povečal nadzor nad Gazo z 60% na 70%. Imamo ta posnetek. Zdaj nadzorujemo 60% območja, prej smo jih 50, na to smo šli na 60, vendar bomo še naprej povečevali nadzor. Nadaljevali bomo. Torej, tukaj imate posnetek in če povzamem, kaj so ljudje govorili v množici, so premijeju govorili ne 70%, pojdimo na 100% nadzora v Gazi. Premijer pa je rekel, počakajmo malo. Pojdimo z 60 na 70, potem pa bomo videli, kaj se zgodi. Ja, premijer samo pravi, da moramo iti po korakih. Če se spomnite, ko je Izrael podpisal premirje z Gazo, je po Trumpovem 20-točkovnem načrtu Izrael nadzoroval 53% Gaze. Kar v bistvu pomeni črto na polovici Gaze, vendar z manjšimi izrastki na južni in severni meji. Da bi ustvarili varovalno oviro med Gazo in vsakim območjem Izraela, ki meji na Gazo. Ter tudi pomembno varovalno območje med Gazo in Egiptom, da Egipta ne bi mogli uporabiti kot tihotapske poti nazaj v Gazo. In kar smo zdaj že videli je, da izraelske obrambne sile še naprej delujejo v Gazi, Hamas pa ne prepušča nadzora nad območjem, kot bi moral. Po 20-točkovnem načrtu ta načrt zahteva razorožitev Hamasa. In si resnično prizadeva, da bi druga sila prevzela nadzor v Gazi za demilitarizacijo, razorožitev in da bi imela nadzor neka druga politična sila. Dokler je Hamas še vedno na oblasti, vidite, da izraelske obrambne sile sprejemajo ukrepe onkraj te rumene črte in jo sproti na novo rišejo. In tako vidite, da Izrael že nadzoruje več kot 60% Gaze namesto 53%, kot je bilo na začetku. In slišite predsednika vlade, ki pravi, da bo teh 60% kmalu postalo 70%. In ja, slišali ste klice med množico, ki pravijo, pojdite in zavzemite 100%. In predsednik vlade pravi, morda, ampak stvari bomo zdaj delali postopoma, najprej najpomembnejše. Pojdimo iz 60 na 70%. Jaz glasujem za 100%, ker smo zaradi tega prišli sem. Ko smo leta 2005 zapustili Guš Katif, judovske skupnosti v Gazi, je to po mojem mnenju neposredno pripeljalo do pokola 7. oktobra leta kasneje. Tako da upam in molim, da bomo nekega dne ponovno naselili Gazo. Judovske skupnosti tam. Pomembno je razumeti, da Izrael ni nadzoroval 100% Gaze, ko so bile tam naselbine. In del tega je bil tako imenovani načrt 5 prstov, kjer so bile nekatere judovske naselbine na severu, v središču in na jugu, da bi ustvarili prisotnost izraelskih obrambnih sil na strateških točkah znotraj Gaze, kaj ne? Torej ni šlo zgolj za vojaško okupacijo, kjer bi bila vojska tam samo zato, da ščiti prebivalce. Ampak zaradi tega je bila situacija takšna, da je bila Gaza v bistvu kot območje A v Judeji in Samariji. In območje A je območje, ki naj bi bilo pod civilnim in vojaškim nadzorom palestinske oblasti. Ampak vemo, da izraelska vojska pogosto vstopa v območje A, to je ta politika košnje trave. Travo lahko kosiš, ko je izraelska vojska tam. In potem vidiš, da plevel znova poganja, ko se teroristične dejavnosti začnejo pojavljati na površju. Takrat vstopiš in očistiš, takoj ko to opaziš. Ne čakaš do 7. oktobra ali dokler Hamas nenadoma ne začne streljevati 50 raket na tvoje mesto.
da bi ukrepal. Takrat je že prepozno. Moraš biti prisoten, moraš uporabljati obveščevalne podatke in na to odstraniti teroriste takoj, ko se pojavijo. To pa ne pomeni, da je Izrael nadzoroval celoten Gaza. Pravzaprav so nadzorovali zelo majhen del območja Gaze, vendar so bili prisotni. Prav. In zdaj so pozivi k ponovni naselitvi v Gazi, ker ponovna naselitev v Gazi pomeni, da se tam legitimira stalna prisotnost izraelskih obrambnih sil. Razlog, zakaj premier pravi, da trenutno ne želimo 100% prisotnosti, je ta, da so prebivalci Gaze še vedno tam. Prav, če pridemo do situacije, ko začne prihajati do prostovoljnega izseljevanja prebivalcev Gaze iz območja in glede na številne ankete, ki smo jih videli, od 50 do 80% prebivalcev Gaze pravi, da želijo oditi. Težava je v tem, da jim ni dana možnost, da bi odšli. Izrael bi to omogočil, vendar mora obstajati država, ki jih je pripravljena sprejeti. Veš, v določenih trenutkih so potekali pogovori o možnosti Libije. Bili so tudi drugi pogovori o tem, da bi več 10.000 ali več ljudi poslali v Indonezijo. Bili so možni pogovori o Somalilandu, s katerim je Izrael normaliziral odnose, da bi sprejeli nekatere Gazočane. Torej, če bi prišlo do situacije, kjer bi Gazočani odšli, bi Izrael prevzel nadzor nad območjem? Seveda bi ga. Medtem pa Izrael noče biti odgovoren za več kot 1 milijon Gazočanov, ki trenutno živijo v šotorih na območju Gaze. Zato Izrael počasi zavzema območje in stiska Gazočane v ožje območje, kjer Hamas še vedno teka naokoli in terorizira to prebivalstvo z orožjem. Skupine, kot je UNRWA, zagotovo nočejo, da bi Gazočani odšli. Želijo jih obdržati tam kot pijune proti Izraelu. To smo videli znova in znova. Ampak zdaj želim govoriti o Združenih narodih. Izrael je ta teden napovedal, da prekinja odnose z uradom generalnega sekretarja ZNN Antonija Guterreša, potem ko so bili izraelski subjekti uvrščeni na črni seznam ZNN glede spolnega nasilja v konfliktnih območjih. Tega si ne moreš izmisliti, Alex. Neverjetno je, da je Izrael postavljen v isto kategorijo kot ISIS, Hamas in najbolj barbarske teroristične organizacije na svetu glede spolnega nasilja. Izraelski veleposlanik pri ZTN Danny Danon je dejal, da izraelska misija ne bo več vzdrževala stikov z uradom generalnega sekretarja, dokler bo Guterres na svojem položaju. Danon je dejal, da je to moralna sramota, ki dokazuje, da je vodja ZN izgubil vso verodostojnost. Kar smo pravkar videli, kaj je bilo to, manj kot 2 tedna nazaj je Nick Kristof objavil svojo zgodbo v New York Timesu, kjer je navedel, da Izrael izvaja spolne zlorabe nad palestinskimi zaporniki. Uporabljate 14 virov, od katerih so nekateri nepotrjeni, nekateri pa so znani sovražniki Izraela. In ta članek je šel ravno takrat, ko je Izrael objavil pomembno poročilo, ki ga je pripravljal več kot leto dni. Uporabili so več kot 1000 virov, da so podrobno opisali in dokumentirali sistematične spolne zlorabe Izraelcev 7. oktobra in nad talci. Torej naredijo preobrat in ukradejo naslov. Seveda. In tukaj imate OZN, ki počne nekaj podobnega in daje Izrael na črno listo skupaj s temi terorističnimi organizacijami, ter pravi, da je Izrael storilec spolnih zlorab nad Palestinci. In veste, kar je tukaj tako ironično je, da je pred nekaj leti, in to si lahko pogledate, dejansko izšlo poročilo, ki je izraelsko vojsko obtožilo, da je rasistična vojska, ker vojska ni posiljevala. Moški v izraelski vojski niso posiljevali palestinskih žensk, kaj ne? Torej je bil to pokazatelj, da je vojska rasistična. Torej po eni strani pravijo, da posiljuješ, tudi ko ne. In potem, ko priznajo, da ne, pravijo, da ne, zato ker je to rasistično. Zdaj, ta poteza Danona je res simbolična, ker smo zdaj praktično na začetku junija 2026 in Guterres še v drugem od svojih zaporednih 5-letnih mandatov kot generalni sekretar Združenih narodov. In konec decembra bo odšel. Prišel bo nov generalni sekretar Združenih narodov. In Danny D'Annunzio je v svoji izjavi povedal, veste, prekinjamo vsakršne stike z uradom Guterresa. Vendar bodo ponovno vzpostavili določene odnose z novim generalnim sekretarjem, ko bo imenovan nov. In zagotovo Izrael upa, da bo novi boljši. Nočem reči, da boste dobili
proizraelskega generalnega sekretarja, ampak veste, kako to gre. Nekateri so slabši, drugi so bolj razumni, s katerimi lahko sodelujete, se pogovarjate. Očitno Danon verjame, da je Guterres zdaj nekdo, s katerim se sploh ne moreš več pogovarjati. Ampak mislim, da to odpira še večje vprašanje. Veste, kaj sploh Izrael še počne v Združenih narodih? Resno. To je organ, ki se zdi, kot da je bil ustanovljen prav z namenom, da bi Izraelu oduzel legitimnost na mednarodnem prizorišču. Jasno je, da mandat OZN, ki je nastal po grozoviti drugi svetovni vojni, po neuspehu Društva narodov, da bi preprečilo to drugo svetovno vojno, ni storil ničesar, da bi povrnil verodostojnost v svetu. Imamo vse te vojne, ki potekajo po vsem svetu in divjajo pod nadzorom OZN. In to je organ, ki obsoja Izrael bolj kot katerokoli drugo državo na svetu, celo bolj kot vse druge države skupaj. Mislim, lahko izraziš kakršnokoli kritiko želiš do izraelske vlade, do države Izrael, ampak samo sprehodi se po tem kraju. Vsakogar vabim, naj se sprehodi tukaj naokoli in naj osebi, s katero govori, pove, da je ta kraj slabši od Irana, slabši od Sudana. In to so države, ki so vključene v odbore za človekove pravice, v odbore za pravice žensk. Veš, Iran je vključen v odbor. Veš, te države so vključene v odbore za neširjenje jedrskega orožja. Veš, to so grozljivi kršitelji človekovih pravic na vse mogoče načine. In tukaj Združeni narodi pravijo, da je Izrael najslabša država na svetu. Mislim, no dejte no, to je smešno. Ena velika šala, ampak rad bi ostal pri New Yorku, Alex, ker ko bodo ljudje to gledali, verjetno že mimo. Ampak danes je parada Salute to Israel Day na Manhattnu, kjer več 10 tisoč, morda celo več 100 tisoč prebivalcev New Yorka in podpornikov Izraela koraka po mestu in izraža svojo podporo državi Izrael. Prvič po dolgih letih župan New Yorka, mislim, da je celo prvič sploh župan New Yorka tam ne bo prisoten. Zoran Mamdani bojkotira, lahko bi rekli, da bojkotira dogodek, javno je povedal, da se letošnje parade ne bo udeležil. Hkrati pa je Jessica Tisch, komisarka NYPD, povedala, da se bo dogodka dejansko udeležila. Poglejmo si ta posnetek. Ali vas skrbi, da župan ne bo prisoten? Ne, to je županova odločitev, da ne bo sodeloval v paradi. In moja odločitev je, da ponosno sodelujem. Torej, Alex, morda največji dogodek v podporo Izraelu zunaj države, ki poteka vsako leto. Vem, ko sem bil na fakulteti, sem s ponosom sodeloval na paradi Dneva Izraela, paradi pozdrava Izraelu in letos spet poteka. Vendar se župan New Yorka ne bo pojavil. Neverjetno je, da smo prišli do točke, ko se župan New Yorka, mesta z največ ljudi na svetu zunaj Izraela, ne pojavi. Govoriš o območju med Brooklynom in Manhattanom. In imaš ljudi, ki prihajajo tudi iz New Jerseyja in drugod, torej zunaj mesta, iz okoliškega območja 3 zveznih držav, kjer je verjetno več kot 2 milijona judov v tem enem zgoščenem območju 3 zveznih držav. To je dogodek številka 1, kot si rekel. Veš, bil sem na tej paradi že velikokrat. Sem prenašal z te parade in z koncerta v Centralnem parku, ki je potekal takoj po tej paradi, večkrat. In to je bil res zelo pomemben dogodek za judovsko skupnost, da se poveže in pokaže solidarnost z državo Izrael. Ampak zdaj, da pridemo do točke, ko imaš župana v tem mestu, ki ima največjo koncentracijo judov kjerkoli na svetu, ki pravi, da sploh noče sodelovati na paradi ob Dnevu Izraela, veš, to je velika izjava. In hkrati imaš to napetost znotraj same županove administracije, ker je načelnik policije, policijski komisar NYPD-ja Jessica Tisch, ki je hči Jamesa Tischa, ki je bil nekdanji predsednik judovskih federacij v New Yorku. In celo, mislim, tudi na nacionalni ravni v Združenih državah, veš, pride na tiskovno konferenco, stoji tik ob Mamdaniju, nosi ogrlico z judovsko zvezdo in pravi, da bo ponosno korakala. Ampak poleg tega, da ponosno koraka, kar je super, veš, to je pomembno samo po sebi, da letos uvajajo eno najbolj dovršenih varnostnih ureditev okoli tega sprevoda, ki bi odkrito povedano lahko postal velika tarča. Mislim, da boste letos videli veliko več protestov okoli tega sprevoda. Ni samo župan tisti, ki pravi, da ne bo sodeloval v sprevodu, ampak kot smo videli na univerzitetnih kampusih, na Kolumbiji in drugod,
bi lahko imeli veliko pro-palestinskih, pro-Hamasovih agitatorjev vzdolž poti sprevoda. In upam, da bo ta sprevod potekal brez zapletov, brez večjih težav. Varnostnega incidenta. Toda ob tem naraščajočem trendu antisemitizma, tako nenasilnega kot nasilnega, resnično upamo, da bodo vsi, ki pridejo danes na ta sprevod, ostali varni. Torej, to je največji dogodek v podporo Izraelu zunaj države Izrael. Zdaj pa se pogovorimo o verjetno največjem dogodku v podporo Izraelu v Izraelu. In to je seveda mednarodni politični vrh JNS, ki bo potekal že čez nekaj tednov od 21. do 23. junija. Tukaj v Jeruzalemu, večni prestolnici države Izrael in judovskega naroda. Okoli same konference se dogaja veliko stvari. So ogledi, je šabat, je sama konferenca. Pogovorimo se o tem nekaj minut. Ja, pravzaprav postaja konferenca eden najpomembnejših proizraelskih dogodkov in dogodkov solidarnosti med Izraelom in Združenimi državami, pa tudi med podporniki Izraela po vsem svetu. Neverjetno je. Šele drugo leto poteka, pa je konferenca že vzbudila toliko zanimanja. Konferenco bi morali imeti že aprila, a smo jo morali zaradi vojne prestaviti. Skoraj vse vstopnice so že razprodane, a jih je še nekaj na voljo. Ljudje lahko obišejo spletno stran jnssummit.org ali pa dobijo povezavo na jns.org. Tudi tam jo boste našli. Ampak neverjetna zasedba izraelskih politikov, vključno s predsednikom Izakom Herzogom, zunanjim ministrom Gideonom Sarjem, številni drugi ministri, vključno z ministrom Šiklijem za diasporo, ministrico Gamliel za znanost in tehnologijo ter še nekateri drugi. Minister Eli Kun, mislim, da je pristojen za energijo, Avi Dihter, ki je minister za kmetijstvo, in imeli boste tudi veliko veleposlanikov, vključno, upajmo, z veleposlanikom v Izraelu Mikeom Hakabijem, več članov ameriške administracije, za katere upamo, da bodo tam, vključno s tistimi, ki so resnično odgovorni za soočanje s porastom antisemitizma v Združenih državah. Vključno s posebnim odposlancem predsednika za boj proti antisemitizmu Jehudo Kaplunom, morda tudi drugimi člani te administracije iz Ministrstva za pravosodje, vključno s Harmitom Dillon, vključno z Leom Terelom in drugimi. Tam bi lahko bili tudi drugi gostje, drugi diplomati iz drugih držav. Alex Raymond bo tam. Jaz bom tukaj, Jonathan Tobin, naš glavni urednik, bo tukaj, pravzaprav bom tam. Ti boš tukaj, poleg tega bo tukaj tudi nekdanja zvezda pri JNS, ki je bil pred kratkim imenovan za svetovalca za mednarodne zadeve predsednika vlade. In je. Tudi njeno ime se omenja kot možno kandidatko za generalno konzulko v New Yorku. Caroline Glick bo tam in bo še spregovorila. Tudi Melanie Phillips. In imeli boste tudi nekaj poslancev, vključno z zelo visokimi vladnimi uradniki iz evropskih držav, pa tudi nekaj članov iz zalivskih držav, ki bodo prišli. Torej prava paleta politikov, diplomatov, poslancev, poleg vseh vrst pravnih strokovnjakov, ki pomagajo Izraelu v različnih pravnih forumih po svetu, tistih, ki se borijo proti antisemitizmu, veliko novinarjev in tudi veliko vplivnežev na družbenih omrežjih. V 2,5 dneh bo nastopilo več kot 200 govorcev. In upamo, da bo med temi govorci tudi predsednik vlade, ki je imel govor na prvem vrhu JEIS lani. Predsednik vlade je bil povabljen k udeležbi. Seveda smo videli, da se predsednik vlade ukvarja z številnimi nujnimi državnimi zadevami, zato upamo, da se bo udeležil. A bomo to zvedeli šele, ko bo jasno, ali bo res tam morda celo tik pred zdajci? Upamo, da bo prišel in upamo, da se nam bodo pridružili tudi vsi ostali. Daj nam še enkrat povezavo za prijavo. Lahko greste na jnssummit.org. Poleg tega lahko povezavo najdete tudi na jns.org. Veselim se drugega letnega mednarodnega vrha v politiki. To bo odličen dogodek. Ne zamudite ga. In to bo vse za današnjo izdajo Jerusalem Minute. Tukaj na JNS TV Josh Ashton, dopisnik za JNS News, skupaj z direktorjem JNS Alexom Pajmanom. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Podarite nam super zahvalo, ne pozabite se naročiti na kanal. Obiščite JNS TV za vso neverjetno vsebino, ki jo ponujamo. Obiščite tudi jnss.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Želimo vam odličen teden. Se vidimo naslednji teden tukaj v oddaji Jerusalem Minute na JNS TV.